Jaz imam vedno odlične namene, potem imam pa tehnične izzive. Ja, prevrtimo čas za 3 minute nazaj. Zdaj se ne vidi prezentacija, ne? Ne. Ne? Ne. Evo ga. Dobro, pri vsej stvari je to, kaj jaz nikoli ne odneham, ne? To sem rekla. Vse sem rekla, ne? Ok, na prezentacijah pogosto rečemo, da je naš posel v bistvu, da je mreženje, kot sem že tudi povedal prej, ne, da je v bistvu franšiza. Kaj to pravzaprav pomeni franšiza? Pomeni, da je vse izdelan, da gre za izdelan sistem. In prva osnovna stvari, se pravi prvi osnovni korak, ki se ga mora vsak naučiti, je povabilo. Zato se bomo danes malo pogovarjali o povabilu. Tukaj se mi zdi fajn tale simbolična slika, ne? Da tudi največji hrast zraste iz, kako se reče sadežu od hrasta? Želod? Želod? Eva, ti to veš? Želod, ja. Želod. Želod. Ja, se pravi, ne glede na to, koliko drevo visoko zraste, ne glede na koliko je nekdo uspešen, ne, se vedno začne z nekim prvim korakom, z nekim semenom, ki ga posadimo. Kot se rečeno, smo danes pogovarjali o teh prvih, kot rečemo tudi na prezentaciji, mogoče najpomembnejšem koraku in za mnoge ljudi tudi preključno, ne, se pravi, tisti ljudje, ki se pač ne naučijo tega osnovnega koraka, ki je relativno staven, mogoče relativno enostaven, zame, ki sem že 25 let v tej industriji, za nekoga drugega pač mogoče ni tako zelo enostavno, ampak z enim pravim pristopom za vsakega sodelavca novega, tudi če nima nobenih izkušenj v priporočilnem marketingu, lahko zelo, zelo hitro postane enostaven. Se pravi, kaj v bistvu priporočam kakšna naj bi bila sploh priprava na povabilo. Prvo je ustrezen mindset, to bom čisto posebej slajd dal. Drugo je seveda bistveno je zaupanje v produkte, firmo pa ljudi. Ne? Zato, ker jaz na prezentacijah vedno znova povem, da mreženje je tako zelo, zelo enostaven posel, kolikor verjameš, da je tisto, kar govoriš ljudem, dobro za njih. Če verjameš, da je to, kar je ponujaš, dobro, potem je povabilo relativno zelo enostavno, se pravi, potem je povabilo popolnoma naravno. Ne, zato, ker vsi ljudje delamo mreženje celo življenje. Tisti trenutek, ko se spregovorimo o življenju, pa do svojega zadnjega trenutka v življenju govorimo o nečem. Delamo reklamo za nekaj, govorimo o svojih telefonih, govorimo o avtu, ki smo ga kupili, govorimo o nepremičnini, ki smo jo videli. Se pravi, vsi delamo priporočilni marketing celo svoje življenje. Se pravi, razliko zdaj naredi, ali nekdo zdaj uspešen pri povabilu ali ne, je to, da ima neko osnovno zaupanje. Se pravi, jaz na mestu nekih novih ljudi bi poskrbel, da bi čim več tega na eni strani produktov sam probal, da bi jih uporabljal, na drugi strani, da bi pregledal vse linke, imamo na stotine in stotine različnih linkov, se pravi, na ta način lahko firmo spoznate, da ste na čim več webinarjih, da ste na čim več eventih, da ne rečete, bom najprej probal, pa bom šel pol na ta vaš event Business from Home. Pol, ko bom že nekaj zaslužil, pa bom pa dal 30 evrov. Ne, to je čist naroben vrsten red. Se pravi, najprej se v življenju nekaj naučimo in ko se nekaj naučimo, potem posledično temu nekaj zaslužimo, ne pa obratno. Ljudje pogosto rečejo, ne bom šel kje, to stane 30 evrov, pa tlej 20 evrov, pa tam je 50 evrov, vmes najprej nekaj zaslužil. Se pravi, najprej se treba to zaupanje zgraditi in en krasen način, da to zaupanje zgradite, je, da ste pač udeleženi na teh webinarjih, na eventih, na intervjuju, ki smo ga imeli danes zjutraj. Se pravi, na ta način vidite, da so to resnični ljudje, ki imajo resnično dobre namene, da je to podjetje, ki mu lahko zaupate. Se pravi, ko imate eno tako miselno naravnanost, da je to dobro za ljudi, ko imate to vse po svojem srcu, potem je to relativno zelo enostavno. Se pravi, to je en del tega zaupanja. Drugo je seveda ta komunikacija. Ne, se pravi, ljudje, ki smo recimo v core timu, ki smo ta, bom rekel, ta
core skupina, ki smo 100% zavezani temu projektu, smo praktično v neprestanem stiku. To zdaj ne pomeni, da se 10-krat na dan kličemo. To pomeni, da stalno komuniciramo, če imamo izzive, če nam nekaj ne gre. Se pravi, vi, če ste novi, pokličete par ljudi na tak način, ki vam bo danes povedal, in če vam ne gre, oziroma če dobite nek odziv, potem komunicirajte. Se pravi, imate enega sponzorja, če vas sponzor ni aktiven, je nekdo v sponzorski liniji aktiven. Se pravi, ta komunikacija permanentna, ni treba, da je non-stop, ni treba, da je za čisto vsakega, ki je sitem po telefonu, ali pa za vsakega, ki vam ni telefona zdignil, da kličete svojega sponzorja. Sem klical 3, pa mi niso zdignili telefona. Se pravi, to zdaj ni nekaj, kar bilo zdaj potrebno komunicirati. Če vam niso zdignili telefona, vam pač niso zdignili telefona. Ampak komunikacija v tem, da sproti rešujete stvari. Se pravi, ne da se nabira to v vas neka dvom, nekaj, kar ljudje zasedijo v vas, nekaj, kar vam zdaj rečejo, to je pa ne vem kaj. Se pravi, ta komunikacija je ključna, se pravi, ta komunikacija je temelj timskega dela. Se pravi, če ni komunikacije, potem težko govorimo o kakšnem timskem delu. Raziskati firmo, produkte, to sem že povedal. Naslednja stvar je to, da napišete listo oziroma seznam ljudi. To te rekli, pa to je tako preprosto, meni tega ni treba narediti. To večina ljudi to naredi in potem kličejo po neki inerciji. Vzdignejo telefon in pač malo surfajo po telefonu, pa rečejo, aha, tale je, tega itak ne zanima, ta je privatnik, ta je itak brez denarja, ta je tak. Vse v bistvu nimam več kot 3 ljudi za poklicati. Ne, se samo 3 poznam. Eva, ti poznala to, kaj po odzivih strga. Se pravi, seznam je v bistvu vaš največji kapital, ker smo rekli, v firmi dobite vse. Se pravi, naše delo je edino to, da seznanimo ljudmi z našo ponudbo. Se pravi, če je to edino naše delo, je to naš največji kapital. In napaka, ki jo ljudje naredijo, je to, da eni dosežejo, tudi to so že videli, topaz rank, pa safir rank, pa še vedno niso niti liste napisali. Se pravi, lahko z malo sreče tudi naredite kaj brez te liste, ampak to je najpomembnejši kapital, zato ker z neko listo, ki je napisana, s tem kažete svoj dober odnos do tega posla. Zato ker na listo potem lahko vodite evidenco. Tega sem povabil takrat, pa sem se zmenil z njim, da je zdaj na smučanju in da ga ne pokličem čez 2 tedna. S tem sem se zmenil to in sem mu poslal ta film in sem se zmenil z njim, da ga bom poklical v ponedeljek ob 3. Se pravi, lista je zato, da imate eno CRM bazo, zato imate eno bazo podatkov, kjer resno vodite, kaj ste pravzaprav se z ljudmi pogovarjali in predvsem, kaj ste se tudi zmenili. In večja lista vas ne more potem stira vrš, ko pride do takih situacij, ki vam je prej pokazal s tem telefonom, da ste ugotovili, da imate samo 3 ljudi v seznamu in potem 2 nas dignete telefona, en vam reče, da tudi slučajno ne in potem rečete, sem probal, pa ne gre. Se pravi, če imate na listi vsaj 100 ljudi, kot se priporoča vsakmu novemu sodelavcu, potem boste med 100 ljudmi, če ste te naučili pravilno povabiti, koliko vam bom danes povedal in koliko se boste sproče pogovarjali, boste shodili in boste sponzorirali teh par ljudi, ki jih rabite, zato da lahko naredite potem naslednji korak. Se pravi, to je ta, bom rekel, osnovna predpriprava. Zdaj, ko sem rekel okrog mindseta, imam še en poseben slajd, mogoče še tle, da se zadržim par stavkov. V bistvu vsak bi mogel pri sebi pomisliti, zakaj je pravzaprav ponosen, da je v tej firmi. Zato, ker če niste ponosni, se pravi, če niste veseli, če niste zadovoljni, da ste v tem podjetju in potem kličete ljudi, bom rekel, s figo v žepu. In ne boste verjeli, to ljudje se čutijo. Zato, ker naša verbalna komunikacija, se pravi to, kar mi rečemo nekomu, je samo en majhen del, zato, ker ljudje smo vreče energije. Se pravi, ljudje nas čutijo, ali mi verjamemo v to, ali smo zadovoljni smo tam, kjer smo, smo ponosni na to, kar delamo, ali ne, ali kličemo samo zato, ker upamo, da se jo pridružili, pa da bomo jim provizijo zaslužili. Se pravi, tisti, ki razmišlja, da bo samo zato zdaj povabil par ljudi, zato da provizijo zaslužil, imam slabo novico za vas, nič ne bo od tega. Zato, ker ljudje vas bojo začutili in bojo do vas odklonilni in ne bo nobenega denarja od tega.
Se pravi, vsak bi se mogel sam s sabo usesti, ne, in v nekem trenutku se verjetno, da ste ponosni, ne, takrat se pač ne bi odločili. Takrat se ne bi odločili, so te sploh pridružili. Če že niste ponosni, če niste prišli do tega nivoja, še da bi bili ponosni, kot sem jaz, se lahko vsaj razmislite o tem, kaj vam je najbolj všeč. Se pravi, da se sfokusirate, kaj vam te podjetje vam je najbolj všeč in da nosite to v srcu in da rečete, ok, bi rad podelil z nekom, to je seveda še mindset, z nekom, kar je meni všeč in verjamem, da lahko to koristno tudi za nekoga drugega. Zakaj rabiš v bistvu pogum in kje ga črpam? V bistvu pogum črpate iz vaše odločitve, zakaj to sploh delate. Tako da vsakmu priporočam, preden sploh vzame telefon v roko, da razmisli, zakaj to pravzaprav sploh počne. Tukaj je mogoče samo še enkrat ta denar. Se pravi, tisti ljudje, ki delajo to izključno zato, da jo nekaj zaslužili, lahko je to dober motiv, da rečeš, jaz to delam, da nekaj zaslužim. Ampak bi se mogel vprašati zdaj, v bistvu pravo vprašanje, ki ga mogel novim sodelavcem postaviti, zakaj si ti želiš nekaj dodatno zaslužiti? Kaj bi ti ta denar pomenil? Kaj je tistega v življenju, kaj je v življenju tisto, kar ti nisi dosegel, ali pa kje na katerem področju želiš izboljšati? A rabiš denar zato, da boš kaj potoval, a rabiš denar zato, ker bi rad pustil službo? Se pravi, je vedno ta zgolj razmišljanje o denarju plitek motiv, plitek dream. To je nekaj, kar vas ne bo naredil uspešnega v mreženju. Zakaj je potreben pogum? Zato, ker vsakemu novemu sodelavcu rečemo, povabi prvih 5 ljudi, ki te najbolj strah. Te rekli, ja, zakaj pa to? Zakaj pa ravno te? Jaz bom najprej poklical une, ker vem, da jih energetsko dominiram. Zato, ker v bistvu na ta način boste shodili. Se pravi, lahko ste odločili za daljšo, težjo pot, to, kar vam jaz zdaj kažem, je lažja pot, ki vam bo omogočila, da boste hitreje prišli do tega, da vam bo lahko to delati. Zdaj sem omenil, da je lahko, samo moraš priti do tega, da je lahko. Pri tem pogumu, kogarkoli zgleda tle enostavno, jaz vidim, kako recimo, ne samo v Success Factorju, ampak nasplošno sem gledal čez leta, kako ljudje nimajo poguma, da bi poklicali ljudi, ki so ključni. Se pravi, in ker ne pokličajo teh ljudi, ki pridejo do točke, ki jih mogli poklicati, nehajo, celo nehajo delati. Se pravi, zakaj je pomembno poklicati te ljudi, za katere rabite nekaj poguma, da jih pokličete, zato ker s tem naredite preboj. S tem naredite mentalni preboj. Ker če nekaj mislite, da je dobro, pa če ste ponosni na to, potem ne vidim nobenega razloga, ne glede na to, kaj bo on rekel. Gre za vas, nikoli ne gre za druge ljudi, gre vedno za nas, za naš odnos, ki ga imamo do tega projekta oziroma do tega biznisa. Kaj bom ljudem dal? To je še ena taka stvar, ki zdaj sicer sem na nek način že obdelal, kaj bom ljudem dal in kaj bom dobil. Se pravi, če jaz razmišljam, da bom zdaj človeku naredil uslugo, ko bom zdaj ponudil view, od katerega bo doživotno dobil pasivni prihodek, potem sem jaz dajalec. Se pravi, če pa mi mislite, če izgradite tak odnos, če imate tako miselno naravnanost, potem ne vem, zakaj je zelo strah. Kaj pa pravzaprav je strah? Strah je v bistvu, da se bo nekdo odzval drugače, kot vi pričakujete. Ampak če vi veste, da ljudem delate uslugo, potem ni nobenega razloga več za kakšen strah. Sem zaupanja vredna oseba in tak pomembna miselna naravnanost. Zdaj da sem zaupanja vredna oseba, seveda ni nekaj, kar se mi v nedeljo odločimo in potem smo v ponedeljek zaupanja vredna oseba. Se pravi, tisti, ki ima težave s svojo lastno samopodobo, sigurno mu priporočam ponovno obisk čim več različnih eventov, predvsem pa tudi branje priporočene literature, pogosto tudi šeramo, kaj priporočamo za brati. Se pravi, ta pomanjkanje samozaupanja, pa ta občutek, da jaz nisem dovolj dober, je pogosti razlog, da ljudje niso uspešni oziroma ne dosežejo teh ciljev, ki si jih želijo. Ena vrednota, ki jo jaz gojim že cel življenje, se cel življenje trudim, da bi pri tem napredoval, je, da se trudim, da v ljudeh vidim tisto, kar je dobro. Ker vsakmu od nas je nekaj dobrega. Prav vsakmu od nas.
Gre vedno za stvar percepcije. Lahko vidimo v ljudeh njihove napake, lahko vidimo, kaj je pri njih pomanjkljivo, kaj bi bilo treba popraviti in na drugi strani lahko vsakmu iščemo tisto, kar je dobrega v ljudeh. Tako da vedno pomislite, kaj je dobrega v ljudeh in pri povabilu jaz tudi pogosto to povem. Se pravi, če kličem neko osebo, ki ga poznam, ne? Če pokličem neko osebo, za katerega poznam toliko dobro, da vem nekaj v njem, mu tudi dam neko edifikacijo, se pravi, mu povem, ne, pomislil sem nate, ker se mi zdiš tak pa tak, pomislil sem nate, ker se mi zdiš blazno podjeten, pa pomislil sem nate, ker vidim, koliko si v življenju trudiš, koliko si pridem pri tem, kar počneš. Se pravi, jaz to že pri povabilu uporabljam to, da najdem tisto, kar je v človeku dobrega. Se pravi, to je taka mindset, taka potrebna miselna naravnanost, evo pa še vedno nismo prišli sploh do telefona. Se pravi, ena priprava, drugo je, da pač imate ustrezen mindset. Zdaj pa samo povabilu. Še vedno je priprava. Še vedno je priprava. Priprava 2. Ok, če gre za telefonski klic. Telefonski klic je zelo triki. Zato, ker ljudje pogosto mislijo, da če mi po telefonu kličemo nekoga, da potem smo skriti. Mi smo v teh letih, odkar uporabljamo mobitele, smo blazno izostrili čutenje, kaj je zdaj unga na uni strani, če me razumete, kaj hočem povedati, ne? Se pravi, to, da se mi izleknemo na kavč, pa damo noge pod strop, pa zraven mogoče imamo na mizi še malce, pa kakšen popcorn zraven jemo, ne, pa mislimo, se me ne vidi, napaka. Ne, zato, ker ljudje smo zelo izostrili. Se pravi, ta pasti telefonskega klica, zato vam toplo priporočam, ko kličete, da ste urejeni, pripravljeni. En droben trik je to, da se stoji celo pri telefonskem klicu, ali pa če se že sedi, da se sedi pole zravnano, ker s tem imamo več energije, s tem imamo boljši energetski pritok in imamo boljšo energijo v svojem glasu. Priprava primernega poslovnega okolja za klice. Tule bom povedal en primer, imam prijatelja, ki dela na zavarovalnici Generali. Ne, ker zdaj delajo od doma, zavarovalnica Generali od svojih sodelavcev pričakuje, da ko kličejo od doma svoje stranke, da so v obleki s kravato in da ne delajo na laptopu. Se pravi, če delajo na laptop lahko vzame na kavč, pa s kavca kliče. Ne, zato, ker na zavarovalnici Generali se dobro zavedajo, kaj pomeni tole, kar vam zdaj ravnokar razlagam, kaj pomeni ta odnos, da se pripravite, da imate primerno poslovno okolje. Ne, se pravi, primerno poslovno okolje je, da vas ne moti pes, pa žena, pa da ste za pisalno mizo, oziroma da imate urejeno okolje in tako. Če niste preveč sigurni, kar se tiče samega klicanja, vam toplo priporočam tisti, ki niste še nikoli delali affiliate marketinga, da preden kogarkoli pokličete, govorite s to svojim mentorjem, s tistim, ki vam pač pomaga in naredite en kontrolni klic. Pomeni, povejte mu, na kakšen način boste poklicali in vam bo povedal, ali se vam to zelo zdi v redu, ali še kaj za popraviti, ali je tako cool. Hipni mindset, se pravi, hipni pomeni, da prej smo govorili o nekem generalnem odnosu, ki ga imamo zdaj in do podjetja in do same sebe. Hipni mindset je pa to, kar vas v bistvu naspidera. Vsak od nas ima nekaj, kar ga stimulira, kar ga naspidera. Zame mene recimo naspidera glasba, si dam na glas muziko, na drugi strani me naspidera, ampak na drugačen način pa preživeti čas v naravi. Se pravi, mene preživeti čas v naravi, ki grem na sprehod, v gozd, v naravo, in sicer ne naspidera na ta način, da me zdaj skakam pod strop, ampak imam eno suverenost. Se pravi, imam v sebi eno mirnost, en posture, eno držo, ki je privlačna za ljudi. Se pravi, eno mirnost, ki je za ljudi zanimiva in privlačna. Za vsak od nas ima nek svoj mehanizem, eno svoje orodje, da si lahko pri tem pomaga, da je tisti trenutek preden pokliče, da si pomaga z eno tako stimulacijo, glasba, sprehod v naravi ali pa karkoli drugega vi sami za sebe veste. In pa zadnja stvar, te priprave, predpriprave 2,
je pa trik samodiscipline, ne. Vsi ljudje imamo težavo z samodisciplino, ne, se pravi, zdaj smo začeli svoj posel in vedno odlašamo, ne, bom jutri, bom pojutrišnjem, danes je pa nedelja, so itak šli smučat si, pa je lep dan, bom pa v ponedeljek. V ponedeljek pride nekaj spet, pa spet ni nič od tega. Zakaj imamo pravzaprav vsi ljudje težave s samodisciplino? Mogoče sem te zadržal še dva stavka zraven. Zaradi tega, ker v bistvu večina ljudi ima mindset zaposlenega. Se pravi, mindset zaposlenega pomeni, ste sklenili pogodbo o delovnem razmerju, nekdo vam pove, kaj treba delati, nekdo vam pove, kdaj se gre na malico, nekdo pove, kdaj greste, zdaj potonom že to, kdaj greste lahko lulat skoraj, nekdo vam pove, kdaj greste lahko na čik, nekdo vam pove, kdaj greste lahko na dopust. Se pravi, to je miselnost zaposlenega in zdaj morate pa tle prevzeti sami odgovornost za svoja lastna dejanja. Zaradi istega razloga tudi veliko podjetnikov v klasičnem poslu, ki nimajo nobenih izkušenj, pade. Zato, ker ima pomanjkanje samodiscipline in si predstavlja, da je biznis, imeti svoj lasten biznis, pomeni to, da prvih 8 ur zaslužiš v svojem lastnem poslu, pomeni to, da imaš za polog za leasing za avto za 40 ur, se pravi, nimajo te osnovne discipline. Tako da priporočam en droben trik je, da se vnaprej določite, namenil bom komunikaciji z ljudmi 2 fiksna termina dnevno od, ne vem, vi veste, kako imate svoje obveznosti vsakodnevne, od 10 pa do 11, pa od 4 pa do 5 popoldne. To je zelo pomaga. Jaz sem zadnjič bil na enem webinarju od Erika Vora. Če niste še bili, mi vprašajte, bom poslal v kakšen link, on je zdaj, kar se tiče mreženja, en največjih avtoritet, kar se tiče mrežne industrije. Super tip, zelo se da veliko od njega naučiti. Sem slišal, je rekel, ljudi bi bilo v bistvu treba učiti, ne da ima zdaj svoj lasten posel. Ljudje bi v bistvu mogli ta posel začeti kot službo. Toliko časa, dokler ne izoblikujejo te samodiscipline. Se pravi, kot bi vam nekdo rekel, kot bi vam Lena, tle na levi strani imate Leno, ki je šefica, na desni strani imate pa Leno, ki je zaposlena. In ne vam ta Lena, ki je šefica na levi strani, pove, Lena, od takrat pa takrat bova klicale. Ta seveda jasno se peta, ta potem na desni strani reče, ja pa kaj, pa se imam svoj lasten biznis, pa se mi nič ni treba. Ja, seveda ti nič ni treba, ne? Ampak če hočeš pač narediti ta posel, potem je pač treba to disciplino vsekakor sformirati, izoblikovati. Zdaj pa mislim, da smo les prišli k povabilu. Se pravi, edini cilj povabila je to, da ljudje dobijo informacijo. Tle je 80% novincev tukaj pade. Zato, ker ljudje potegnejo za jezik, daj mi kaj več povej, daj mi razloži, daj mi kaj več povej, drugače ne bom prišel. Se pravi, pravilo 45 sekund, zdaj to 41 minuta niti ni bistveno, 45 sekund neto. Se pravi, če nekoga pokličete, ki ga 2 let niste slišali, sigurno ga note zdaj naskočili, da ga vabite v biznis. Lahko tudi, čisto vprašanje, v kakšnih odnosih ste s tem človekom, ampak hočemo povedati, da je nekom, ki pač dolgo časa niste bili v stiku, ali najprej ne vežete stike, pa ga povabite čez en teden, pa potem, ko ga kličete ponovno, se nekaj pogovorite z njim, kako si, kaj dogaja, kako prenašaš tole situacijo in ko pride do trenutka, da povabilo, je 45 sekund. Se pravi, cilj povabila je zgolj to, da človek pogleda si informacijo. Tle ima veliko ljudi pomisleka, kar se tiče mreženja, ki rečejo, ja, a to vi ste eno tajno društvo PGC, a kaj, ne smem nič povedati, zakaj pa ne bi smel povedati, Zato, ker gre za profi pristop. To je profesionalni pristop. Vam bom povedal, zakaj, vam povem 2 primera iz nemreženja, iz konvencionalnega biznisa. Ko se vi menite za službo, dobite domov povabilo in v povabilu piše, kdaj, s kom ste dobili, kaj tema, lokacija. Se pravi, samo te 4 stvari piše. Se pravi, v povabilu vam ne napišejo zdaj vaš razvid del in nalog in koliko boste imeli plače in kakšen je poslovni načrt podjetja za naslednjih 5 let. Se pravi, v povabilu vas povabi na sestanek.
A je to razumljivo? Se pravi, to, kar mi delamo, imamo samo profesionalni pristop. Ljudje v biznisu, klasičnem, se vsak dan kličejo, vsak dan se pogovarjajo o poslu, ampak se pokličejo zato, Franc, kdaj se lahko dobivam, imam eno idejo, en koncept, bi se rad pogovoril s tabo. A se zdaj pogovoril Franc po Zoomu, a se Franc pogovoril na kavi, a bo prišel k njemu domov, ampak po telefonu se ne boste zdaj 2 ure pogovarjali o biznisu, običajno. Oziroma, vsaj tako je prav, se pravi, ljudje se dobijo in si izmenjajo celostno informacijo. Se pravi, to ni nobeno tajno društvo, da ljudem ne povemo, ampak to je pristop. Se pravi, to je princip mreženja, to je ta franšiza, o kateri govorimo. Se pravi, absolutno se izogibamo temu, da ljudem po telefonu razlagamo naš koncept. Zdaj, kaj narediti, če nekdo skljub temu pač noče priti, da bomo povedali, bom povedal malo kasneje. Ena stvar je še, če ljudi vabimo na webinar, sem tle z masnimi črkami napisal pred povabilom, preveri, ima človek čas. Se pravi, jaz nobenega ne povabim, če ga preden ga vprašam, preden kogarkoli povabim na webinar, ko imam ta small talk, se pravi, sem z njim po chatu, pa mu rečem, veš kaj, sicer te kličem še z enim čisto konkretnim razlogom, kaj pa delaš jutri zvečer, ne vem, gledam televizijo, se pravi doma. Se pravi, najprej preverim, ker če ta korak spustite, se pravi, ne preverite, ali ima čas in ga najprej povabite, imate bistveno večjo možnost, da se bo nekaj izgovarjal. Ti danes ne morem, mogoče drug teden, se pravi, da vam je pa že povedal, da ima čas, ker ste ga vprašali prej. Se pravi, striktno pri svojih povabilih se vedno držim tega, da človeka preden kamorkoli povabim, ali je to zdaj v živo, ali imam 1 na 1 z njim sestank, ali pa Zoom, ga vedno prej vprašam, če ima čas. Se pravi, če nima časa, potem mu lahko rečem, ok, ne pogledam rokovnik, kaj pa v ponedeljek zvečer delaš, itak so zdaj vsi doma. Se pravi, zdaj zelo malo možnosti, da vam reče nekdo, imam odbojko, imam ping-pong, ker itak so vsi zdaj doma. Ampak da to navado usvojite, da se ljudi vprašate, imate čas, ne glede na to, da veste, da so doma, je to fajn, zato ker se temu izognete, temu, da vam potem pravijo svoje izgovore, danes pa jih ne morem. Zato, ker če to naredite 2-krat, 3-krat, danes pa ne morem, vi ga pa zdaj, pa ponedeljek, pa drug teden, pa drug mesec, potem že žicate. Se pravi, naš posel ni zdaj žicati ljudi, da ne vendarle pridejo na naš webinar, ampak da jih povabimo, da si pogledajo projekt, da jo videli, če je to nekaj, kar je za njih. Z žicanjem je težko dobiti kvalitetnega sodelavca. Ok, zdaj konkretna vsebina. Vidite, da sem se zelo zadržal pri tem mindsetu, da sem se zelo zadržal pri tem odnosu, da sem se zelo zadržal pri tej pripravi, ker je to po mojem prepričanju in po mojih dolgoletnih izkušnjah bistveno bolj pomembno, kot pa stavek, ki ga rečete. Bistveno bolj. Sam stavek, jaz sem zdaj tukaj nekaj primerov, lahko vam jih preberem, lahko si jih preslikate. Sam stavek ni toliko zelo pomemben, kot je vse tole, kar sem do zdaj povedal. Se pravi, če me se v glavo postavljam, če jaz imam ta prav mindset, če sem se pravilno pripravil, potem je zdaj, bom tako stavek povedal, bom drugače stavek povedal, relativno nebistven. Tukaj je nekaj modelov, ki jih jaz uporabljam v taki ali pa drugačni kombinaciji, kdaj kakšno besedo spustim, kdaj kakšno dodam, čisto odvisno zdaj, s kom govorim, vi veste, s kom boste govorili. Zdaj, pred nekaj tedni, jaz zdaj vsakom povem pred letom pa pol, se pravi, tisti, ki ste starejši sodelavci, komod poudarite to, da ste že leto v firmi, se pravi, s tem kažete na to, da to zdaj ni neka modna muka, da ste zdaj včeraj začeli. Tiste, ki ste pa novi, pa seveda rečete pred parimi dnevi ali pa pred parimi tedni. Sem začel sodelovati kot franšizni partner. Zdaj, zadnje čase tega ne uporabljam, je pa sigurno to fajn dodati, mogoče zato, ker na ta način v bistvu človeka daste vedeti, da gre za podjetje, kjer ne bo zdaj potrebno nič izumljati, se pravi, ker gre dejansko za affiliate marketing, ker gre za sistem, ki je že postavljen. Zdaj sem začel sodelovati s top estonsko firmo. To praktično skoraj na vsakem povabilu povem. Zdaj delam z eno estonsko firmo, ki razvija digitalne produkte. Zakaj? Zato, ker ljudje po inerciji neki so bolj odprti do nečesa, kar prihaja iz tujine, kar prihaja iz nekega okolja, ki je tehnološko zanimivo, kot pa če to dela moj prijatelj iz Horjula. Ne vem, zakaj je tako, ampak
tako smo ljudje naravnani, da nekako smo bolj dovzetni za to, da nekaj, kaj stoji, ne, pa valjda bolj, čeprav ni vedno rečen, ne. Ampak je to, če to omenite, pogosto dosti dobro delujejo. Drug model je, to je udaren, to je za tiste, ki ste bolj pogumni in čim prej se tega naučite, boljše. Nič ti ne moramo obljubiti, se pravi, kjerkoli v stavku, kjerkoli v povabilu postavite to magično besedo, nič ti ne moramo obljubiti. Ali pa ne vem, če bo to zate. To je za ljudi prazno razbremenilno. Zato, ker kar naenkrat s tem vi kažete, da vi njega ne rabite. Ne, niti ne vem, če ste ta prav tip za to, niti ne vem, ali bo to zate. Prav na ta način v bistvu ga razbremenite, da račno človek občutek, da ga kličete, zato da te vi nekaj zasluži. Ne, in zato se tudi ljudje izogibajo, zato ker vsak si pač želi, ne vem, slišati neko top informacijo, samo ne na tak način, da mu jo izsiljujete, na ta način, da je na vsak način hoče nekam zvleči. Celo če mu pa rečete, nič ti ne moramo obljubiti, ste ga dali pa čisto zdaj razbremenjen, ne. Okej, zdaj ostalih vam ne bom bral, ker so konvencionalni, se pravi, tole si lahko screenshot naredite, preoblikujete po svoje. Jaz mislim, da sem vam bistvene komponente povedal, te bistvene v takšni in pa drugačni kombinaciji jaz uporabljam non-stop, včasih kaj dodam, včasih kaj odvzamem, čisto odvisno od tega, s kom se pogovarjam. Bistveno je to, da ste samozavestni, ta samozavest kažete s tem, da mu rečete, nič ne morate obljubiti ali pa, da ne vem, če bo to za njega primerno. In ta samozavest je seveda ključnega pomena, ker če imaš to samozavest, potem ljudje tudi običajno, ne vedno, pač ne silijo vate z dodatnimi vprašanji. Če pa že silijo, imamo pa zdaj tle, kako obvladati ugovore. Ne, se pravi, če pride do te točke, ko sem povedal, če mi lahko vsem kaj več pove, zakaj gre, seveda z veseljem želim ti vse povedati, zato sem te pa vabil, da bo slišal vse, kar je potrebno. To je sicer tako, da ponovadi ga s tem ne boste glih potolažili, v nekaterih primerih pa tudi. Ne, meni se že zgolj, da sem tako odgovoril, seveda normalno ti želim popolnoma vse povedati, zato sem te pa povabil na webinar, zato da boš vse izvedel. Ne deluje to vedno, večkrat deluje to, kar je tle naslednji primer, ko vas nekdo vpraša, če mu lahko kaj več poveste. Se v veliki večini primerov lahko pokrijete tako, da poveste en delček svoje zgodbe. Prav, celo zdaj, vi verjetno mislite, da vas zdaj sprašuje potem, če mu kaj več poveste o projektu, o firmi, o produktih, ne. Vi ga pa z elegantno potezo speljete na svoj tir, tako da mu več poveste o sebi. Ne o sebi zdaj, kva ste delali danes, pa da ste psa vam peljali, ampak o tem, da je recimo pred parimi dnevi sem spoznal enega prijatelja od prijatelja, ki je pripeljal en nov projekt v Slovenijo. Kar dolgo časa sem odlagal, če sem to pogledal, potem sem si pogledal, moram reči, da mi je nadvse zanimivo, zaradi tega, ker sem zdaj, ne vem, bil en let doma, pa sem iskal nekaj, da bi delal internet, da bi delal nekaj po internetu. Me razumete, kaj hočem povedati, ne? Se pravi, poveste en delček svoje zgodbe. V večini primerov to ljudem zadošča, ker ne gre zdaj toliko za to, da boste zdaj njim nekaj v firmi povedali, ko oni v firmi itak nič ne vejo. In njim lahko rečete, da je firma se imenuje biz.com, to njim nič ne pove. Kaj mi zdaj ste s tem, niste nič povedali. V bistvu, ker ljudje rečejo, da mi kaj več pove, v bistvu hoče vedeti, kakšen je zdaj vaš odnos z tem podjetjem. Kaj pravzaprav, kje zdaj ste vi sploh pozicionirali, zakaj ste sploh odločili za to. To zdaj ne pomeni, da mu zdaj 1 uro razlagate o tem, zakaj ste se vi odločili, ampak ponavadi s tem pokrijete to, da ljudje ne bazajo vas, da mi zdaj vse pove. Ker ta vse itak jim nič ne pomeni. Lahko jim poveste, da ste v projektu DeView in kaj zdaj? Ne, kaj jim zdaj to pomaga, ta informacija? Nič, ne, ker nič ne vejo o Viewju. Ne, se pravi, naslednje vprašanje je potem, kaj pa je View. Se pravi, potem že delate prezentacije, potem delate to, kar sem prej povedal, da ne početi. Se pravi, ko vas nekdo nekaj vpraša, lahko pokrijete ta vprašanje, v večini primerov deluje tako, da jim poveste en delček svoje zgodbe. Tretji, zadnji primer je pa to, če ste pa res novi, frišni, da uporabite tretjo osebo. Se pravi, tudi če niste novi, ne, vedno je zelo pametno uporabljati tretjo osebo, zato ker mogoče nas ljudje ne vidijo kot nekoga, ki mi zdaj lahko ponuja biznis. Pa zdaj ne mislim nič slabega o nikomer,
ampak če nekdo cel življenje delal v lekarni, recimo, ne, potem ga pa zdaj vi kličete, da imate eno krasno naložbeno priložnost za pasiven prihodek. Ljudje vas bojo sicer ne bojo, v večini primerov vas ne bojo žalili, pa rekli, dajno mir, ne, pa ga pa zdaj seriš, pa ti si apotekar, kakšna naložba zdaj, ne. Se pravi, na ta način se izognete temu, da uporabite tretjo osebo. Ne, se pravi, rečeš, veš kaj, jaz ti o tem ne vem, kaj dosti povedati, jaz te vabim, da si pogledaš to informacijo, ker jo bi bilo škoda ne videti, pa te lahko potem takoj po webinarju seznanim z osebo, ki je profi, ki je cel življenje delal v financah, z naložbami, ki je izkušen, ki je v tesnih stikih z vodstvom podjetja in tako naprej. Se pravi, vsakič pri povabilu je to dobro uporabljati, jaz uporabljam še danes, ker če jaz zdaj vabim nekoga novega, ki me ne pozna, nekoga zdaj tukaj iz Facebooka, ne, potem identificiram svoje sponzorje. Oni te z Facebooka pač me ne poznajo, oni ne vejo, da sem jaz cel življenje v financah, pa da imam licenco za borznega posrednika pa nepremičninskega. Pa jim tudi zdaj nam to razlagal, čeprav to nekateri počnejo, ne, začnejo sami sebe opisovati, ne, nikoli tega dela, da sami sebe hvalite, ne, kaj ste vi vse naredili, pa kakšne licence ste v življenju naredili, pa kaj ste Jack. To ljudi odbija. Vsaj večino zdravorazumskih ljudi to odbija in ko ne govorite o sebi. Ne, se pravi, potem uporabim to, rečem, govorim o Evi, ne, se pravi, identificiram Evo, rečem, veš kaj, jaz sem sicer že kar nekaj časa v tem podjetju, ampak moram ti priznati, da so še vedno stvari, ki jih ne poznam čisto dobro, tako da bi te zelo z veseljem spoznal z ljudmi, ki so mi predstavili to, z mojimi mentorji, od katerih se učim iz Avstralije. Zdaj si pogledaj to prezentacijo in če ti bo interesantno to, kar boš slišal, te sigurno lahko pokonektam z njimi, na Zoomu pa se boš pogovoril z njimi. Se pravi, ne glede na to, a jaz vem odgovore za to, ali ne vem, je vedno fajn uporabljati tretjo osebo in že pri samem povabilu lahko to uporabite. Se pravi, že pri samem povabilu tukaj, ko govorite, povejte več vse, lahko rečete, veš kaj, mene je v bistvu prijatelj kontaktiral, ki ga že, ne vem, 10-15 let poznam, zaupanja vreden tip, tako da jaz vsekakor sem mu prisluhnila, zato ker ga poznam, ker mu zaupam in vsekakor mislim, da je fajn, da se spoznate, kolikor bo to zate seveda interesantno. To je zdaj ta najpogostejši ugovor, ki kličete, ki vam rečejo, a mi lahko več poveš. To je najpogostejši. Na ta način se temu izognete. Drug je, nimam časa. Ok, to v bistvu se načeloma ne bi smelo zgoditi, tudi tukaj dva vprašaja, zato v bistvu ste to preverili že prej ste ga vprašali, če ima čas, tako da se je tle malo zaštrikal sam sebe, Drugo pa lahko vprašate, če bi imel čas, bi te sicer zanimal dodaten zaslužek. S tem v bistvu preverite, a človek res nima časa, ali se vas hoče znebiti s tem, da nima časa. To je različno. Eni ljudje pač res nimajo časa, nikoli ga nimajo, še živeti nimajo časa. Smo prej govorili o SP-ovcih raznih uspešnih. Se pravi, vprašajte ga, ja, razumem te, ok, nimaš časa, povej mi, če bi najdel čas, če najdeva nek ustrezen čas za tebe, bi ti sicer zanimal, ali pasiven prihodek, ali pa dodaten zaslužek, ali pa delo od doma. Se pravi, na ta način dobiste čist popolnoma jasen odgovor. Drug je tak malo bolj rdeč, malo bolj udaren. Vem, da ga nimaš, zato sem te pa tudi spomnil nate, ker gre za tak projekt, ki ti mogoče, da imaš več prostega časa zase, za svojo družino, hobi in tako naprej. Mogoče se vam zdi ta zelo tough, mogoče malo aroganten, ampak vam lahko povem, da ni. Zato, ker sem v mreženju v zadnjih 20 letih ogromno ljudi videl, ki so imeli izjemne dohodke, pa so šli mreženje delati. Izjemno uspešne ljudi, ki so zaslužili po 10-15 ur na mesec, pa so se odločili, da šli mreženje delati. Zakaj? To so tisti ljudje, ki so zaštekali vzvod mreženja. To so ljudje iz samostojnih podjetniki, ki so zakapirali, da mreženje je industrija, ki mi lahko omogoča, da so free, ne samo, da imajo veliko denarja. Se pravi, da imajo čas in denar, o katerem smo prej govorili. Ok, zdaj pa še, mislim, da je to zadnja stvar.
Obvladovanje nejo. Ne? Ohranite, sem hotel napisati. Ohranite dostojanstvo in profesionalno držo. Vsakmu človeku, ki pride na nov, je treba povedati, da bo večina ljudi rekla ne. In pol ljudje pomislijo, da je z njimi kaj narobe. Pa da je s poslom kaj narobe, pa da je success factoring kaj narobe, pa da je z mreženjem kaj narobe. Ne, ne eno, ne drugo, ne tretje, ne četrto. Popolno normalno je, da vsaka stvar ni za vsakega. Ker velikokrat v hecu rečemo, pomislite, da bi 90% na svetu ljudi, ki bi povabili, rekli ja. A veste, kaj bi se zgodilo? Kdo je? Franci Goren ve, ki ima ga matematika dobro sluša. Če bi 90% ljudi rekli ja vsem od nas, potem bi v naslednjih 4 letih cel planet upisalo Success Factory. Ne gre za to, da je karkoli narobe s komerkoli, zato tega ne imeti osebno in če tega ne jemate osebno, ohranite dostojanstvo in profesionalno držo. Vi tudi recimo, tukaj imam primer gostinskega lokala, vi povabite na otvoritev, odprete novo pizzerijo, povabite 300 ljudi na otvoritev, veste, kaj boste čez pol leta ugotovili ali pa čez 1 leto? Da od tistih 300 ljudi, ki ste jih povabili na otvoritev, praktično oben ne hodi k vam na pico. Vi ste jih povabili z ciljem, z namenom, da bojo potencialne vaše stranke, ali da je mogoče kakšno priporočilo dala, ampak večina ljudi, večina vaše strukture, večina vaše klientele ni iz seznama teh 300 ljudi, ki ste jih vi povabili na otvoritev. Vedno odgovorim samo na en ugovor. Vedno odgovorimo samo na en ugovor. Zdaj, ko nam ljudje dajo nek ugovor, ne nimam časa, mi lahko več poveš, uno, drugo, tretje. Če se vi zdaj spuščate z njimi v debato, v diskusijo, je to neprofesionalno. Se pravi, odgovorite mu na en ugovor, če to nimam časa, pa našteva še kar naprej neke druge, pa recite, vidim, da ni primeren trenutek zate, povej mi, lahko se dogovorite za kakšen trenutek, za kakšen drug termin, ki bo zate primernejši. Zdaj, če poskušate obvladati več ugovorov, ki sem jih naštel, potem ste z njimi v prepiru. Se pravi, ljudi niti ne žicamo, niti se ne prepiramo z njimi, da naj vendar pridejo na webinar. Ok, zadnja stvar, tukaj spod je en link do enega videa o naših produktih, se pravi, moje priporočilo je, da se ta video pošle ali v izrecnem primeru, če ne morete priti čez tole, če mi kaj več poveš, lahko rečete, pa vidite, da ne boste čez tale ugovor čez prišli, zato ker je vztrajen, neumoren in dosleden pri tem, da ne bo prišel, če mu ne boste kaj več povedali. Mu rečete, veš kaj, zdaj imam sestanek, ti bom poslal en kratek video, če ti je ok, 10 minuten, si to poglej, pa se bo jutri slišala, mi boš povedal, a te zanima, da prideš na webinar, oziroma če te zanima se kaj več o tej temi pogovoriti. Sprav, jaz sicer ne pošiljam, to je video o naših produktih, ki ga lahko tudi poiščete, ker se ga slajda zdaj ne da skopirati, Success Factory Product Video, v katerem so vsi 3 produkti, tega tanoga pač še vedno ni, verjetno bo v kratkem pač dodan, ampak to je video, ki v 7 minutah zelo na lep način opiše te naše produkte in tudi na kratko čuz, da je tudi lahko obenem tudi poslovna priložnost. Se pravi, če nikako ne morete priti čez vse te ugovore in če ne, da ga ne zanima, ga še vedno lahko vprašate, ok, razumem, vidim, da si okupiran z drugimi stvarmi, a dovolj, da ti pošljem en video, ker me res zanima tvoje mnenje ali pa nekaj v tem stilu. Se pravi, v krajnji sili pa potem to. Ok, tokle sem od danes zapovedati, sem se kar zadržal dolgo časa, ampak se mi zdi to, glede na trenutno situacijo, ki imamo v Sloveniji, izpovabili, kar tema, o kateri moramo očitno kar pogosto se pogovarjati in pogosto tudi ponavljati jo moram tudi sam pri sebi. Moram vam priznati iskreno, da se tudi jaz ne držim vsega tega, tako da vedno, ko predavam, vedno, ko govorim ljudem, govorim tudi sebi, tudi sam sebe, učim vedno znova, pa si mislim, tle malo škripam, pa tamle mečkam, ja, to je mogoče malo disciplina,
Tudi jaz ne. Pa ne disciplina, jaz nimam nobene težave z delom disciplino, delovno. Jaz itak delam Success Factory 10 ur na dan. Ampak s to disciplino, da preko od 11 do 12 bom posvetil temu, da bom govoril z ljudmi, pa popoldne od 4 do 5. Se pravi, če bi vsak od nas to naredil, samo to, kar smo od vsega povabila, samo to, potem bi mogli imeti drug teden polne webinarje. Zgolj to, da se discipliniramo pri tem povabilu. Skratka, zadeve izgledajo naivno enostavne in tudi so enostavne. Ljudje smo tisti, ki smo zakomplicirani. Mreženje je blazno simple biznis. 5 ljudi povabiš, pa jih naučiš naprej. Ljudje smo tisti, ki zdaj izumljamo toplo vodo, zato pogosto ljudje vidijo tako izobraževanje pa rečejo, a to je vse, a ni kakšne hujše skrivnosti. Ne, v bistvu nobene hujše skrivnosti. To je največja skrivnost, je to, da imate prepričanje, pokazal sem vam, kako zgradite, kako imate pravo samozavest, na kakšen način zgradite to samozavest in to je to. Ok, bi kdo reče kaj dodal, vezano seveda na povabilo, da nam zdaj neke diskusije odprli, kakšne druge, kot radi naredimo mi na takih webinarjih. Zdaj, ki je lik sobota, vidim, da ste vsi ugasnili televizijo, da noben ne gleda negativnih reklam po televiziji. Hvala Bogu, čestitam. To sem hotel reči samo, da ko sem se vpisal, bi rabil to predavanje. Ena od stvari, ki v Sloveniji še vedno nismo naredili, je, temu se reče sistematizacija. To pomeni, da bi bilo bolj po korakih vse in da bi bilo tudi ta video. Jaz sem danes to sicer posnel, ampak ne vem, če bom dal ta video z uporabo, ker je spet predolgo. V bistvu ljudje, ki na nov pridejo, kot ste rekel, Franc, ki so novi, bi rabili verjetno bolj kratko, kaj pa vem kaj. Je pa siguren, to imaš prav, se strinjam s tabo, ljudje rabijo sistem, korak po koraku. Tisti, ki na novo piše, prva stvar, ki moraš naučiti, da imaš pravi odnos do povabila. Tako se povab, naslednji korak je to, naslednji korak je to. Se pravi, uspešno mreženje vedno temelji na sistemu, se pravi, na ponavljanju relativno enostavnih korakov. Ko prideš potem do tega ciklanja, do tega obrata. Dobro, hvala, Franc. Evo, zdaj boš imel za naprej za druge. Sem skozi delal posnetke, tako, ker nimam PowerPointa, si bom ustvaril svojega. Pa tudi vse to ti lahko pošljem. Jaz sem sam rekel, da ne vem, če bom to dodal kot nekaj za splošno rabo. Jaz to vsem, ki si želite, vam lahko dam seveda. Če sem posnel, vam bom tudi dal. Ampak bi želel tiskaj pa res prav vse, da je to narejen tip-top, na domačkem skrajšan za 10 minut. Zanima me, tisti, ki ste uspešni pri povabilu, če imate kakšen svoj trik, dva stavka, če poveste. Recimo najbolj uspešna pri povabilu zadnji mesec, zadnje 2 meseca je naša sodelavka Eva, Zamperlo, naša mladenka. Eva, imaš ti kakšen tak tip, ki ga bi lahko podelila z ostalimi, ki misliš, da bi lahko ostali in tudi pomagal? Kaj je tvoja magija? Kaj je tvoj trik? Mislim, en tak tip, če ga imaš, če se ga spomniš zdaj, sej itak vem, da sem te zdaj najdel, ne pripravljeno. Težko rečem, ker kot sem že rekla, delam po intuiciji, ki ne znam razložiti. In najprej poslušam pač čisto običajne stvari od svojega sogovornika ali sogovornice, pa potem pač vprašam, a bi te zanimalo, recimo, pasivni prihodek. Skratka, ta intuicija ti odlično deluje, očitno, ne? Ne vem, možno. S tem, da moram pa priznati, da kar naredim, je vedno na prvem sestanku, na prvem razgovoru, na prvem klicu. Absolutno. Zato sem pa danes to zelo poudaril, da če tega od začetka priprave vse ne narediš prav, potem
pademo v to fazo nekega žicanja, nekega prosjačenja, nekega pa dej prid, ne, in je zdaj Eva dala potrditev relativno to neučinkovito, ne. Se pravi, bolj, malo več časa ponuditi to, da ne brusa žago, ne. Stephen Covey pravi, če imam 3 ure za to, da požagam drevo, oziroma živo mejo, bom ponudil 1 uro pa pol za to, da žago ne brusa. Se pravi, ta priprava, mentalna, takšna, drugačna, je bolj pomembna, zato ker narediš greško in ne moreš več nazaj vzeti. Da se pravi, ker si enkrat naredil falš, ker si ga zgubil, ker si ga potunkal z besedičenjem, s čemerkoli, ne, je potem težko, mislim, ne mogoče, težko je pa za nazaj popravljati. Boš prvič narediti prav, čim bolj prav, kot pa za nazaj potem poskušati nekaj popraviti. Ker nekako potem izpade resnično, da prosjačiš, da pride pogledati webinar, da posluša, da karkoli. Daj, prosim te, pridi, zato ker smo se zvenili z skupino, da mora vsak se enega povabiti. Tudi če tenčen z njega sam pridi od tam. Ja, jaz sem ugotovil, da so starejši, torej iz moje generacije, preobremenjeni z negativnimi izkušnjami čez življenje, čeprav bi jih lahko pozitivno ponujali naprej. Vendar tega ne bojo storili, zato so moja ciljna tarča mlajši, ki so s temi izkušnjami neobremenjeni. Ja. Res je, ja. Pač tako je, ne, Slovenija je kar, bom rekel, Slovenija ima kar plodna tla za vse tipe mreže, ne, in v Sloveniji boš težko našel človeka, ki ga sicer mreženje vsaj načeloma zanima, pa da je bil v 3 poslih ali pa v 5, pa da nekje ni z dolgim nosom odšel. Težko mi boš tazga najdel, ne, zato je... Ja, seveda. Zato je, seveda, ja. Glej, tako je, to zdaj oblikovati, ponavljati, pač tako je. To vzamemo gotovo dano za gotovo, ker tega pač ne moramo spremeniti, to pač tako je, zato bomo pač mogoče ponudili več časa v Sloveniji, da bomo naredili neko večjo strukturo, da ga bomo pač ponudili. Jaz te čisto razumem in se čisto popolnoma strinjam, vsakemu, ko mi tako pripombo da, tako kot ti, pač tako je zatečeno stanje, kupam, pač nimam ni druge. Ok, a bi še, kdo je še uspešen pri povabilih? Zadnje čase, Boris ni uspešen pri povabilih zadnje čase, ker Boris je pri povabilih uspešen skozi, ne, njemu ni nobenih zadnjih časov, pa prejšnjih časov. Je pa res tako, da vsi imamo tudi tisti, ki smo uspešni pri povabilih, malo svingov, ne gre skozi 10 jih povabim, pa jih 6 pride. Pač jaz imam ravno tako, kot Boris, verjetno obdobje, ki jih 10 povabim, pa jih 6 pride, pa imamo obdobje, ki jih 30 povabim, pa noben ne pride. Ok, Boris, še ti 2 stavka, pa se pa poslovimo za danes. Kakšna je formula? Jaz pa zdaj bolj delam na internetu, tako da imam po 3 bosanske webinarje na dan, v bistvu po pol urce. Moram reči, da že takoj na začetku vidim, ko se človekom pogovarjam, ali ga bo zanimalo ali ga ne. Eni so prijazni, pa so do kraja, eni mi takoj povejo, da to ni za njih, ampak hitro ocenim, kjer bo. In zdaj imamo 3 adute v ognju, recimo. Čist neznane osebe, pa sem še dobil eno priporočilo od ene moje gospe iz Srbije. Mogoče celo dobimo osebo ala Aleš Lisac v strukturo. Še ne vemo. Je pa zelo, zelo blizu. Danes sva si izmenjala enih 6 mailov, vrtu, sem videl, da ne bo nehal vrtati, smo dal tisti filmček, ko si ti rekel, pa view filmček. In se je odzval in mi je dal datum, kdaj se lahko dobimo na Zoomu. In to bom rekel, oseba ala Aleš Lisac oziroma krat 2. Ja, sej glede na to, kar smo se zdaj pogovarjali, ne, glede na slabe izkušnje, ki jih imajo ljudje, pa glede na to, da smo imeli zdaj samo več ali manj DAC coin, za katerega ima pač veliko ljudi še
predsodke pa primerjave z podobnimi neuspešnimi projekti. Zdaj, glede na to, da bomo pač zdaj malo zaključili z distribucijo Dacoina, glede na to, da bo firma zdaj imela vse boljše in boljše rezultate, da bomo imeli počasi tudi nek renome na trgu, jaz verjamem, da bo v naslednjih letih lažje delati, kot je pa bilo v lanskem letu. Mislim, da bo vsako leto lažje, da bomo, kar pomeni lažje, še vedno treba delati, kar pomeni, da bomo tudi kvalitetnejše ljudi dobivali v strukturo. Pa zanimivo je, če malo bank uporabimo, da takoj vemo, kakšna oseba je, ne? In ponavadi rdeče osebe, ko te začnejo malo šolati, ne? Mu ga odbiješ. To je tudi Andreja uporabila zdaj v nekem primeru in je užgalo, ne? Če človeka odbiješ, ne, ti pa nisi za to, lej, brez veze, pol pa gre, ne, ker za vsake človeka mora biti drugačen pristop. Za vsake, res za vsake. Ne moreš splošno, tako imamo mi webinar, to nikoli ne veš, kakvi ljudje so, ne. Ko pa ti oceniš človeka iz razgovora prej, pa kak je zgovoren pa vse, da ga malo pohvališ, pol ga pa čist drugače lahko pripraviš do tega, da bo ali bo rekel ja ali pa ne, ne? Ja, absolutno. Zato sem pa jaz rekel na temu izobraževanju, da je, kot ti praviš, vsak človek rabi drugačen pristop, ne, ker jaz zdaj ne vem, koga vi zdaj ključite, s tem je izziv, ne, je to zdaj vaš prijatelj, je rdeč, je zelen, je podjetnik ali ima izkušnje v mreženju. Zato sem pa rekel, bistveno predvsem povabilu je bilo une prve 2/3, ne stavkom rečeš, je lahko čisto ga prilagodiš sogovorniku, ne. Bistveno je ta mindset, pa ta priprava, pa ta, da si ti v glavi prav naštelen, ker je it's all about you. Tako. Pa če kdo hoče vse po telefonu zvedeti, jaz mu rečem, lej, a greš frizerju, naj te po telefonu striže. Greš frizerju, ne? Če greš v kino, jaz ti ne morem celega filma povedati po telefonu. Greš v kino, se pravi, se moramo dobiti ali na Zoomu ali bilo kje, da boš cel film videl. Čisto enostavno. Ja. Jaz bi še nekaj rekla, lahko? Si se spomnila še en tip? Ne, Okay. jaz bi pa zelo pohvalila Leno. Lena je uspešna pri povabilih, resnično. Čeprav sama pravi, da ni, ampak jaz vidim, da je. Se pozna. Ona je vztrajna in hoče se naučiti. In povabil hoče uspeti v mrežnem marketingu, ker je pač to za njo izziv. In ima voljo. Res. In danes se je zopet izkazala. S povabilom? En nov membership in seveda Emirate. Ok, no pa še Leno prosili, da naj pove, na kakšen način je tega povabila, oziroma če ima nek svoj pristop. Na kratko. Ne vem, če je to ravno pristop. Jaz, če se s kom pogovarjam, potem jaz sebe ven dam. Mislim, ne vem, jaz se potem na nek način tako komuniciram, da začutim tisto osebo oziroma ona me in potem se, no to, kar sem pač jaz naredila, se nisem dosti. Tam je pač na ta način uspela, ne, zmeraj. Samo ne s tem namenom, da bi jaz morala uspeti. Pač nekako samo sebe. Lena, s tem si upoštevala eno alinejo, ne, razmišljate, kaj boste dali, ne, kaj boste dobili. Tako je. Ja, daš sebe, ne, pa dobiš nazaj tisto. Vidiš. Skratka, vsak, ki te alinejo vse zame, noben od nas jih še ni v tem povabilu, ki sem jih povedal, eni bolj, eni več, pač vsak ima svoje lekcije, svojo pot. Enkrat vse te lekcije oblaš, potem lahko rečeš, si profi networker in si itak diamant. Pa še ena stvar, ki je zelo, zelo pomembna, pa jo pozabimo. Navdušenje. Če nimaš navdušenja, ne boš nobenega užgal. Če pa ti goriš, ga boš pa užgal, ker te bo gledal, kaj je s teboj narobe. Se pravi, navdušenje prodaja, vedno. Res je. Se pravi, če si pa navdušen, pa ti zaupaš firmi in produktu in sebi. Če pa tega nimaš, pa tisti sogovornik začuti.
da ne govoriš tisto, kar misliš. Ja, se to navdušenje sem jaz opisal z malo drugačnimi besedami, tako da jaz tega nikoli ne poznam, jaz govorim o mindsetu. Zato, ker navdušenje se lahko manifestira na različne načine. Danes smo poslušali Chris Ressa, on je zelo navdušen nad vizijo, ki ima. Ampak tako umirjen čist, ne? Ampak zelo potihem govori, ves taten ure na živce. Tako da je navdušenje v bistvu stvar notranjega ognja, ki se pa na različne načine manifestira. Pri rdečih se manifestira tako, kot se, da imate rdeča ušesa. Pri meni se pa manifestira na ta način, da imam popolnoma zaupanje v to, kar govorim. In to se ravno tako čuti. Ja, res si. Ajde, time. Lepo vas je bilo videti. Moja dobra sponzorca. Kako? Super sponzorca, Eva. Ja. Pravim, da je super sponzorca. Seveda, Eva je top 3 v Sloveniji. Top 3 liderka. Top 3, ja. Vse. Dobro, da sam ponovimo sketch za jutri, se pravi, ob 10. dopoldne ima Eve webinar, projekt The View. Ob 7. zvečer Global Call iz Amsterdama. Direktor prodaje, direktor trženja, pa nove 2 člana Circle of Champing, se še zdaj nisem zapomnil imena, Craig Krusman, pa Andreja pomagaj. Craig Cushman pa Jason Time. Craig Cushman pa Jason Time. Lej se mi, jaz imam pa ob 2 še uro angleščine po Zoomu, tako da... Ja. Ajde se vidimo, čao, lahko noč. Ker smo bili vsi skupaj za ponedeljek, bomo imeli webinar, če boste javili, da imate goste do 14. ure. Ker če ne, da se mi dobivamo na webinarju, je brez veze, ne? Ja? Da se vsaj malo vidimo, no? Do 14. ure napišite v kor skupino ali pa javite en drugim, da vemo, da se dobimo. Ja. Jutri večer pa ni webinarja.